vsi lepo pozdravljeni. Kot je jasno povedala, je moje primarno področje algebraična teorija grafov, se pravi, da skrivnostna sporočila niso čisto preveč moje področje, ampak upam, da bomo dovolj zanimivo predstaviti tudi to temo. Vsi se zavedamo danes, da je skrivanje sporočil, šifriranje zelo pomembno. Torej, vse povsod imamo šifriranje, ko gremo v banko, imamo PIN kodo za bančno kartico in je zelo pomembno, da je to varna informacija. Recimo tudi ena od trenutno aktualnih zgodb, zelo aktualnih so predsedniške volitve v ZDA in ena izmed zgodb, ki so bile v tej kampanji pred volitvami, je bila, da je, oziroma ena izmed zamer je bila, da je Hillary Clinton veliko časa uporabljala svoj privatni email server namesto uradnega, ki je bolj varen, in so jo očitali to, da je na ta način ogrozila ameriške vojake vse povsod po svetu, ker je lažje prebrati, dešifrirati ta njena sporočila, ki je pošiljala prek privatnega serverja. No, mi bomo začeli z, torej, kriptografija je ena posebna znanstvena veda, ki preučuje skrivanje sporočil. Mi bomo začeli kar iz zgodovine, kako se je začela razvijati kriptografija. Torej, tudi toliko časa nazaj je bilo prestrezanje sporočil, dešifriranje zanimivo. Torej, prvi primer v zgodovini, ki ga mi bomo predstavili, je primer, ki so ga uporabljali Špartanci v 5. stoletju pred našim štetjem. Zelo enostaven princip šifriranja sporočil. So uporabili, so vzeli en ozek trak, so ga navili na nek valj, recimo na nekaj podobno temu, in so potem na tak način zapisali sporočilo, ki so ga hoteli zapisati, sled. Potem, ko mi odvijemo ta trak, se te črke premešajo, niso več napisane v tem vrstnem redu, kako smo jih zapisali, ampak so v nekem drugim vrstnem redu. In če nekdo pogleda ta list, ima zaporedje črk, ki mu nič ne pomeni. Zdaj, če oseba hoče prebrati nazaj sporočilo, je dovolj samo spet, da navije trak na valj, ampak seveda mora imeti valj enakega premena. Torej, v tem času je tudi to bilo zadosti za šifriranje sporočil. No, naslednji princip šifriranja je nekaj, kar se imenuje Cezarjeva šifra, torej, kar je znameniti Julij Cezar, je uporabljal, šifriral svoje sporočila na tak način, da je vsako črko besedila, ki ga je hotel zapisati, zamenjal z neko črko, ki stoji par mest naprej od tiste izbrane črke. On je najbolj pogosto uporabljal premik za 3 naprej, torej, če recimo hočemo poslati črko A, bi se premaknili za 3 naprej, torej namesto A bi zapisali črko, ki stoji 3 mesti naprej v abecedi, ki jo uporabljamo. V slovenski abecedi čez A gremo za 3 naprej, torej v C bi zapisali Č namesto A in tako naprej. Vsako črko zamenjamo z črko, ki stoji 3 naprej, ampak lahko namesto 3 uporabimo neko poljubno naravno število in se premikamo za toliko naprej. Recimo, če imamo besedo šifra in če jo hočemo zašifrirati na tak način, da vsako črko premaknemo za 3 naprej, ko zašifriramo, dobimo nekaj, kar se piše v L in Č. Pravi, če iz Š gremo za 3 naprej, dobimo V in tako naprej. Seveda na koncu, recimo, če pridemo do zadnje črke, začnemo spet iz prve in tako gremo krožno. Kako pa poteka postopek dešifriranja? Zelo enostavno. Vse črke potem samo premaknemo za nazaj, za toliko, koliko smo premaknili prej za naprej. Torej, recimo, če imamo besedilo, ki je zapisano tukaj in če mi poznamo, da je za šifriranje tega sporočila uporabljen tale princip Cezarjevega šifriranja s ključem N enako 1, če bi hoteli sporočilo prebrati nazaj, dobimo hitro matematika je kul. Zdaj pa nas zanima, kako ta postopek opišemo bolj v matematičnem jeziku. Torej, namesto tega, da govorimo o tem, da črke premaknemo za nekaj naprej,
nas zanima, kako matematično tole bolj opisati. In za opis bolj matematični rabimo pojem kongruenc. Torej, moramo definirati, kaj so kongruence. Za definiranje kongruence rabimo eno izbrano pozitivno naravno število. Mi ga bomo označili z m. Torej, imamo m, ki mora biti pozitivno naravno število in potem rečemo, da sta števili a in b, ki sta celi števili, se pravi, sta tudi negativni ali nič. Pravimo, da je a kongruentno b, to pišemo tako s tremi črticami po modulu m, natanko takrat, ko je razlika teh dveh števil deljiva s številom m. Recimo en zgled, tukaj imamo par trditev, nekatere so pravilne, nekatere niso. Torej, če hočemo preveriti, ali je prva trditev pravilna, po definiciji, ki smo jo podali prej, moramo preveriti, če je razlika teh dveh števil deljiva s številom v oklepaju. Torej, 5 minus 1 je deljivo z 2, torej prva trditev je pravilna in potem enostavno preverimo tudi za ostale in dobimo, da so pravilne seveda prva, tretja in četrta, druga trditev pa ni pravilna. Če si nisem ne zdi. Okay. Zdaj pa rabimo tudi nekaj lastnosti kongruenc. Prva lastnost, torej, mi smo definirali, da je a kongruentno z b, natanko takrat, ko je razlika števil a in b deljiva z m. Lahko bi tudi drugače definirali, torej bi lahko rekli, da je a kongruentno z b, natanko takrat, ko ostanek pri deljenju števila a z m je enak ostanku pri deljenju števila b z m. To je ekvivalentno tisti prejšnji definiciji. Potem, če je eno izmed števil nič, seveda dobimo pogoj, da število a je kongruentno z nič modulom m, natanko takrat, ko je samo število a deljivo z m. Potem, kongruence lahko seštevamo, seveda, če so po istem modulu, lahko pa tudi množimo. Torej, če je a kongruentno b in c kongruentno d, je tudi a plus c kongruentno b plus d in a krat c kongruentno b krat d. In posledica tega je tudi, da lahko naredimo eksponent na obeh straneh v istem modulu. Okay, zdaj se vrnemo nazaj na Cezarjevo šifriranje, torej se spomnimo, da smo vsako črko smo premaknili za nekaj mest naprej. Zdaj pa tole opišemo kot funkcijo, torej imamo funkcijo, ki označimo z e, ki preslika števila oziroma števila od nič do 24, v množico naravno število od nič do 24, s tem predpisom. Zdaj, pri tem vsaki črk, ki priredimo število. Mi smo si izbrali, da začnemo od a, kar je najbolj naravno, torej za črko a vedno označimo z ničlo, črko b vedno označimo z 1 in tako naprej. Če uporabljamo slovensko abecedo, potem imamo vse skupaj 25 črk, kar pomeni, da uporabljamo števila od nič do 24. Če uporabljamo kakšno drugo abecedo, potem imamo različno število črk. Torej, ni nujno, da je vedno 24, tukaj je odvisno od abecede, ki jo uporabljamo. Če sem prav, če se seštev črke. Zdaj, postopek dešifriranja je potem inverzna funkcija funkcije e od x in je zelo enostavna, potem je za dešifriranje rabim funkcijo x minus na modulo 25. Rabimo tole modulo 25, zato ker rezultat, ki ga hočemo dobiti, mora biti številka od nič do 24. Torej, če mi seštejemo 15 in 20, bomo dobili nekaj, kar je več kot 25. Potem začunamo ostanek, ko tisto število delimo s 25, da bi dobili eno število v intervalu od nič do 24. Okay. Zdaj nas zanima, koliko varen je ta postopek šifriranja. Torej, če bi se mi uporabljali tak način za šifriranje, koliko časa bi nekdo, ki bi hotel prebrati sporočilo, ki smo ga mi šifrirali, koliko časa bi on rabil, da ga dešifrira. In da bi odgovorili na to vprašanje, razmislimo o tem, koliko različnih ključev ima, koliko različnih načinov bi lahko šifrirali. Torej, smo rekli, ključ v tem primeru je naravno število od nič do 24. Pravi, lahko šifriramo tako, da nič ne premaknemo, ali premaknemo za 1, ali za 2, do 24. Se pravi, različnih ključev imamo 25, kar je malo za računalnik.
In računalnik bi hitro preveril vseh 25 možnosti in bi nam dal nam vse možnosti in bi lahko prebrali sporočilo, ki je bilo šifrirano. Torej, Cezarjeva šifra ni varna. Zato se ne uporablja več tak način šifriranja. Zdaj bomo naredili eno poslušitev Cezarjeve šifre, ki se imenuje Afina šifra. Torej, za Cezarjevo šifro smo imeli šifriranje s pomočjo funkcije e od x je enako x plus n. Zdaj, namesto funkcije x plus n bomo uporabili funkcijo oblike a krat x plus b. Takšne funkcije se imenujejo afine funkcije in zato se tudi takšen način šifriranja imenuje afina šifra oziroma šifriranje s pomočjo afine šifre. Torej, spet imamo enak sistem, črke nam predstavljajo številke od 0 do 24 in imamo funkcijo e, ki preslika množico od 0 do 24 in množico od 0 do 24, samo zdaj predpis za funkcijo e od x je a krat x plus b in potem seveda spet zračunamo ostanek, ko število delimo s 25. A pa b sta števili od 0 do 24. Torej, v tem primeru ključ je urejen par AB. Torej, tisti dve vrednosti, ki jih izberemo, nam predstavljajo ključ. Zdaj nas zanima, a lahko izberemo, da sta vrednosti A in B poljubni. Tukaj imamo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če funkcija E ni injektivna. Kaj pomeni, da je neka funkcija injektivna? Neka funkcija je injektivna, če ne obstajata dve vrednosti, različni vrednosti, ki jih funkcija preslika v eno isto vrednost. Zdaj, če naša funkcija, s pomočjo katere mi šifriramo, ni injektivna, to bi pomenilo, da mi več kot eno, dve ali več črk bomo vedno zamenjali z eno isto črko. To je zaenkrat še vse v redu, ampak problem bo, ko bomo hoteli dešifrirati, ker ne bomo imeli možnosti, kako razlikovati med vrednostimi, ki smo jih večkrat žili isto vrednost. Torej, postopek dešifriranja ne bi bil mogoč, ker ne bi mogli razlikovati črke, ki so se preslikali v isto vrednost. Zato, torej, postopek dešifriranja ne bi bil mogoč in zato funkcija e mora biti injektivna funkcija. Torej, različnimi vrednostimi x mora pridružiti različne vrednosti e od x. Kdaj pa je ta funkcija injektivna? Se da pokazati, da je ta funkcija injektivna natanko takrat, ko je število a, tu je številom 25. Torej, števili a in 25 ne smeta imeti skupnega delitva. Pa še poseben primer je, če izvedemo, da je a enako 1, dobimo funkcijo e od x je 1 krat x plus b, kar je isto, kot smo imeli prej za Cezarjevo šifro, samo smo namesto b pisali x plus n. Torej, afina šifra je res posplošitev Cezarjeve šifre. In obe te šifri sta takšnega tipa, da eno črko, recimo a, vedno zamenjamo z neko drugo črko, recimo d. In vse povsod, kjer smo imeli a, se a zamenja z d. Takšni principi šifriranja se imenujejo monoabecedni. Bomo videli kasneje, da obstajajo tudi različni tipi šifriranja. Kako pa bi zapisali formulo za dešifriranje afine šifre? Moramo poračunati inverzno funkcijo funkcije e od x in inverzna funkcija funkcije e od x je funkcija d od x s predpisom c krat x minus b, ker je c tako naravno število, tako da je a krat c da ostanek 1 pri deljenju s 25. Se pravi, bi rekli, c je multiplikativni inverz od a po modulu 25. In takšno število vedno obstaja, če sta števili a in 25 tuji. Če a in 25 nista tuji, potem tudi tak c ne bi obstajal. Zdaj nas zanima, koliko varen je tak način šifriranja. Torej, moramo prešteti, koliko različnih ključev ima. Torej, za številko a moramo izbrati neko število od 0 do 24, ki je tu je številom 25. Lahko preverimo vse možnosti in dobimo, da je a število, ki ne sme biti deljivo 5, torej imamo 20 možnosti za a. Potem za eno določeno vrednost a
za B lahko izberemo poljubno število od 0 do 24. Torej, za vsak A imamo še dodatnih 25 možnosti za B. Torej, vseh možnih parov A, B imamo 20 krat 25, kar je 500. Kar je več, kot smo imeli prej v Cezarjevi šifri, ampak še vedno je za računalnik ni veliko. Se pravi, tudi Afina šifra s pomočjo računalnika se da hitro dešifrirati. Se pravi, rabimo še bolj zakomplicirati. Naslednji način, kako lahko posplošimo ta dva prejšnja principa, je nekaj, kar se imenuje substitucijska šifra. Tukaj bomo vsako črko zamenjali z neko drugo črko na nek poljuben način. Ne glede na neko lepo funkcijo, kot smo imeli prej, ampak na nek poljuben način. Recimo A zamenjamo z E, B z A, Č z M, kakokoli. Kako premešamo črke in potem si vedno zamenjamo besedilo, glede na ta predpis, ki smo ga izbrali. Zdaj pa, koliko varen je ta način šifriranja? A lahko preštejemo, koliko različnih ključev imamo tukaj. No, če se vrnemo nazaj, smo rekli, da smo izbrali pač poljuben način razporejanja teh črk. Torej, črko A smo lahko zamenjali z eno poljubno izmed 25 črk, ki jih imamo v slovenski abecedi. Potem črko B lahko zamenjamo z poljubno črko, ki nam je preostala na voljo. Smemo A in B hkrati zamenjati z eno isto črko. Se pravi, za B potem bi imeli 24 možnosti. Potem za C nam preostanejo 23 možnosti. Tako naprej in število ključev je v bistvu produkt vseh teh števil. Se pravi, 25, 24, 23 in je tole 25 fakulteta, kar je ogromno število. Lahko z računalnikom preverimo vse te možnosti, zdaj to je tudi za računalnik malo preveč. Torej, en navadni računalnik bi rabil približno toliko časa, da preverijo vse te možnosti. Ampak ni vse tako. Ali je res ta način šifriranja tako varen? In odgovor je, da ni. Problem je v tem, ker se nekatere črke pojavijo bolj pogosto kot neke druge črke. Tukaj imamo porazdelitev črk v slovenskem jeziku in vidimo, da najbolj pogosto se pojavljata črki E in A, potem imamo I in O in tako naprej. Se pravi, če mi imamo neko besedilo, če imamo eno knjigo, napisano, zašifrirano na nek način, in če preštejemo, kolikokrat se pojavi neka črka, je za pričakovati, da se najbolj pogosto pojavi bodisi E ali A, zatem I ali O in tako naprej. Torej, na ta način si skrajšamo izbiro. Zagotovo ne bo črka F tista, ki se bo pojavila največ. Torej, tudi substitucijska šifra se da dešifrirati v primeru, če imamo dovolj dolgo besedilo. Seveda, če je besedilo, ki je zašifrirano samo ena beseda, potem obstajajo tudi besede, v kateri se črka F pojavi največ. Ampak, če je besedilo dovolj dolgo, potem je velika verjetnost, da bo sledila tem pravilu. Naslednji princip šifriranja ne bo več monoabecedni, ampak tukaj bomo lahko eno črko enkrat zamenjali z, recimo, lahko enkrat A zamenjamo z B, drugič pa z neko drugo črko. In ta način šifriranja je razvil Vigener v 16. stoletju. Način šifriranja je naslednji, torej za šifro imamo eno besedo. Način šifriranja bomo pogledali. Torej, v tem primeru imamo besedo dan, ki uporabljamo kot ključ in imamo pač neko sporočilo, ki ga hočemo zašifrirati. Potem si lahko spet vse te črke predstavimo kot številke, kot so prej. Potem za tisto besedo, ki smo izbrali kot šifro, tudi tiste črke si predstavimo kot številke in si ponavljamo tole črko, tole besedo, tolikokrat, koliko jo rabimo, dokler ne pokrijemo celotno besedilo, ki ga imamo.
imamo, in potem samo seštevamo te vrednosti in vrednosti, ki jih dobimo, so spet številke, pogledamo ostanek deljenje s 25 in dobimo črko. In tukaj vidimo recimo, da smo enkrat črko O, dobili smo D, drugič smo iz O dobili O. Torej, ne bo več tisto pravilo, kot smo ga imeli prej, da se črka O vedno zamenja z neko drugo črko in vedno bo enako. Tukaj ne bo, zato ker seštevamo z različnimi vrednostmi. In ta način šifriranja je v bistvu zelo varen. Dolgo časa ni obstajal noben način, kako dešifrirati Vigenèrjevo šifro in so jo poimenovali dešifre in dešifrable, kar pomeni nezlomljiva šifra. Ampak kasneje so tudi uspeli dešifrirati to dešifro. Ne bomo predstavljali natančno, kako se da dešifrirati. Zelo pomemben korak je v bistvu določiti dolžino ključne besede. Enkrat, ko določimo dolžino ključne besede, potem gre vse podobno kot prej. Ampak problem je v tem, kako določiti, koliko dolga je ključna beseda. Če poznamo, koliko dolga je ključna beseda, problem je potem zelo enostaven. In nemški oficir Kasiski je leta 1863 opisal način, kako zračunati dolžino ključne besede in potem tudi za dešifriranje Vigenèrjeve šifre. Kasneje so se razvili še drugi. Zdaj pridemo do enega primera, ki ga večina tudi verjetno poznate. Ste slišali za napravo Enigma, ki so nemški vojaki uporabljali v drugi svetovni vojni. Tukaj imamo eno sliko te naprave za šifriranje. Zdaj, to napravo so v bistvu Nemci uporabljali tudi pred drugo svetovno vojno. In zgodba se začne z šifriranjem s pomočjo Enigme tudi pred drugo svetovno vojno. Torej, prvi, ki so se začeli ukvarjati z dešifriranjem sporočil na Enigmi, so bili poljski matematiki. Eden izmed vodilnih je bil Marijan Brejevski in so v bistvu oni pred drugo svetovno vojno so uspeli razviti način, kako dešifrirati sporočila šifrirana na verziji Enigme, ki ni bila tako dobro narejena kot kasneje. Kasneje so Nemci izboljšali Enigmo, so dodali še par dodatnih polnotov, ki je v bistvu veliko potem zakompliciralo. Pred drugo svetovno vojno so potem Poljaki tisto svoje odkritja so posredovali naprej v Anglijo in v Francijo in v Britaniji so nadaljevali z raziskavami Enigme. V Bletchley Parku so imeli eno skupino znanstvenikov, vodilni med njimi je bil Alan Turing. Tukaj imamo njegovo sliko. In so uspeli izdelati eno napravo, ki se imenuje bomba. In to je angleška bomba, pred tem so Poljaki imeli svojo verzijo, poljsko bombo, za dešifriranje sporočil ki so šifrirane s pomočjo Enigme. Torej, so uspeli dešifrirati večino nemških radijskih sporočil in se predvideva, da je razbitje šifr skrajšalo vojno za nekaj časa. Točno za koliko časa ne moremo zagotovo vedeti, nekateri predvidevajo za nekaj mesecev, nekateri tudi za 2 leti, to pa ne vem. Zdaj pa bomo predstavili sistem šifriranja, malce različen od tistega prejšnjega. Torej, do zdaj smo imeli en ključ, ki smo ga morali uporabiti tako za šifriranje, tako tudi za dešifriranje. Ampak problem s tem principom je, da mi moramo osebi, ki hočemo poslati pravilo, moramo ji tudi poslati nekako ključ, da bi ta oseba dešifrirala sporočilo. Zdaj, kako mu bomo poslali ključ? Torej, moramo imeti tudi nek drug pot, kako ključ da pošljemo. Zato se je razmišljalo o tem, da se razvije način šifriranja, da mi lahko nekomu pošljemo sporočilo in da mu ni treba poslati tisti ključ, ki ga mi imamo. Takšni načini šifriranja se imenujejo šifriranje z javnim ključem. Torej, tukaj imamo 2 ključa. En je javni ključ, ki ga pošljemo vsem,
Torej, ni nas briga, če nekdo prestreže ta javni ključ. In imamo en zasebni ključ, ki ga ne pošljemo noben. Hranimo ga samo zase. Je zasebni ključ. RSA kriptosistem je en primer takšnega šifriranja. Bomo videli podrobno na enem primeru, kako funkcionira. Razvili so ga leta 1977 30 Shamir in Adelman in zato se imenuje RSA. Da bi razumeli ta princip šifriranja, rabimo upeljati še malo matematike. Torej, najprej bomo definirali, kaj je Eulerjeva funkcija. Če imamo neko naravno število n, pozitivno naravno število n, potem si pogledamo vsa števila od 1 do n, ki so tuja z n. In preštejemo, koliko takih števil imamo. Okay? In število, ki ga dobimo, označimo s phi od n. Torej, vsakemu številu pridružimo število pozitivnih naravnih števil od 1 do n, ki so tuja z n. In to funkcijo imenujemo Eulerjeva funkcija. Recimo, če je n enako 6, potem si pogledamo števila 1, 2, 3, 4, 5, katera izmed teh so tuja z 6, tuja sta 1 in 5, torej imamo dva števila, ki so tuja z 6, torej phi od 6 je enako 2. In potem to lahko naredimo za vsako naravno število. Okay? Tukaj imamo nekaj lastnosti Eulerjeve funkcije. Če mi izberemo eno praštevilo, torej število, ki je za edine delitelje ima 1 in p, če je p število, ki smo ga izbrali, potem so vsa števila od 1 do p minus 1 tuja spad. Nimate skupnega delitelja. Torej, phi od praštevila p je p minus 1. Potem, če imamo dve števili m in n, ki sta si tuji števili, torej, če nimate skupnega delitelja, potem je phi od m krat n enako phi od m krat phi od n. Zdaj pa imamo Eulerjev izrek, ki pravi, da če imamo poljubno naravno število n in neko drugo število x, ki je tuje število n, potem je vedno x na phi od n kongruentno 1 modulo n. Če se spomnimo prej, kaj pomeni tole oznaka kongruentno, torej x na phi od n bo imelo ostanek 1, ki deljenju z n. Zdaj, zakaj nam je to zanimivo in pomembno? Zato, ker posledica tega rezultata je, da če mi naredimo poljuben eksponent leve strani, bomo vedno dobili ostanek 1 pri deljenju z n. Torej, za vsako naravno število k bo x na k krat phi od n kongruentno 1 modulo n. Če pa še vse pomnožimo z x, dobimo, da je x na k krat phi od n plus 1 kongruentno z x modulo n. Torej, tole število nam vedno bo x preslikalo v x, če gledamo samo ostanek in z n. In je to zelo pomembno. Torej, v tem principu RSA šifriranja bomo imeli par števil d in e, tako da je njihov produkt enak nekemu številu take oblike. Okay? Zdaj bomo predstavili podrobno RSA kriptosistem. Torej, najprej izberemo dve različni praštevili p in q. P in q bi morali biti zelo veliki praštevili. Torej, ne bomo izbrali števili 11 in 17, ampak v primeru lahko, da pokažemo, kako funkcionira. Okay, potem začunamo število n, ki ga dobimo kot produkt števil p in q. In število n bo dostopno vse. Števili p in q pa bosta skriti. Torej, p in q skrijemo zase, n pa lahko vsak dostopa do vrednosti n. Potem izračunamo vrednost phi od n. Smo rekli prej, lastnost funkcije phi je, da če sta p in q si tuji števili, potem je phi od p krat q isto kot phi od pi krat phi od q. Ker je n produkt dveh različnih praštevil, je potem phi od n enako phi od pi krat phi od q. In smo rekli, phi od p, ker je p praštevilo, je p minus 1, phi od q je tudi q minus 1, ker je tudi q praštevilo. Torej, phi od n je p minus 1 krat q minus 1. Potem si izberemo eno naravno število e, večje od 1, manjše od vrednosti phi od n, tako da sta e in phi od n tuji.
In vrednost E bo tudi dostopna vsem. Potem zračunamo vrednost D na tak način, da je E krat D da ostanek 1 pri deljenju s phi od N in D je tudi vrednost, ki jo shranimo zase. Torej, D je del zasebnega, D je zasebni ključ. Torej, javni ključ bosta vrednosti N in E. Pri tem N mislimo na N kot rezultat produkta števil P in Q. Števili P in Q pa morata biti skriti. In zasebni ključ je vrednost D. Ampak poleg tega se pravi, še vrednosti P in Q morata biti skriti. Okay. Zdaj, kako poteka postopek šifriranja? Torej, smo izbrali vrednosti P in Q, smo zračunali N, imamo E in D. Potem števili N in E pošljemo sebi B. Vrednost D in vrednosti P in Q pa ne pošljemo N. Okay? In ni nas briga, če tudi nekdo drugi prestreže tiste vrednosti N in E. Potem, če oseba B želi poslati nam sporočilo, recimo, da je sporočilo M, potem svoje sporočilo najprej mora zapisati v obliku številke, recimo v obliku števila majhni M. Seveda, če je besedilo dolgo, ki ga želi poslati, bo več številk uporabil za predstavljanje svojega sporočila kot številke. Potem se zračuna vrednost M na E. In se zračuna ostanek seveda pri deljenju z N. In vrednost, ki jo dobimo, označimo s C, to je šifrirano sporočilo, ki ga oseba B pošlje v sebi A. Okay? Potem, če oseba A želi nazaj dešifrirati sporočilo, ki ga je pridobila, vse, kar treba narediti, je izračunati vrednost C na D in seveda ostanek pri deljenju z N. In mi zdaj trdimo, da vrednost C na D, ki jo dobimo, bo enaka začetni vrednosti M. Zakaj je to tako? Zaradi tega, ker smo rekli, da števili E in D izberemo na tak način, če se vrnemo nazaj, torej E krat D da ostanek 1 pri deljenju s phi od N. Torej, produkt E in D je število oblike 1 plus nek množitelj števila phi od N. In kar smo govorili prej, posledica Eulerjevega izreka je, da je za vsako število x na neko število take oblike ima ostanek enak kot x. Torej, m na e krat d bo isto kot m, kot gledamo ostanek pri deljenju z n. Okay. Zdaj pogledamo še en konkreten zgled. Torej, tukaj smo izbrali vrednosti P je 7 in Q je 17. Seveda, v konkretnih primerih se ne boste izbrali tako majhne številke. Začunamo potem N, produkt P in Q je 119, phi od N je P minus 1 krat Q minus 1 je 1696. Potem število E si izberemo eno število od 2 do 95, kjer to je z vrednosti phi od N. Recimo, da smo mi izbrali vrednost E enako 5. Zdaj izračunamo vrednost D. Tako mora veljati, da je D krat E konkurentno 1 po modulu 96. Kako pa učinkovito izračunamo vrednost D? Lahko uporabimo Euklidov algoritem. Število phi od N delimo s številom E in prej ali slej bomo dobili ostanek 1. Torej, tukaj smo dobili v bistvu v prvem koraku. Potem si 1 zapišemo kot 1 krat 96 minus 5 krat 19. Se pravi, da je D v bistvu minus 15. Torej, 96 je deljivo s 96. Če gledamo samo ostanke, in to bo postalo nič, torej minus 5 krat 19 ali 5 krat minus 19 isto kot 1, če gledamo ostanke pri deljenju 96. Torej, D bo minus 19, kar je isto kot 77. Okay. Zdaj, javni ključ sta dve števili, N je 119 in E je 5, zasebni ključ je 77 in sta tudi zasebni števili P in Q, ki smo jih mi izbrali. Javni ključ pošljemo vsem, torej ni nas briga tudi še tisti, ki ne
in ne želimo z njim komunicirati, da dobijo vrednosti N in E. Ampak vrednost D pa ne pošljemo nobenim, tudi tistemu, s katerim bomo komunicirali. Potem tisti, ki nam hoče poslati sporočilo, recimo, da želi poslati sporočilo, ki je črka F, potem ga mora predstaviti kot številko, recimo, da v tem primeru črki F postreza vrednost 6, potem se začuna vrednost 6 na peto in ostanek podeljenje 119 in šifrirano sporočilo je 41. Za dešifriranje se izračuna vrednost C na D, se pravi, izračuna se 41 na 77 in se izračuna ostanek podeljenje 119 in pride prav 6. In ne bo samo v tem primeru, ampak v vsakem primeru bomo dobili nazaj začetno številko. Zakaj je tak način šifriranja varen? Torej, zakaj smo mi sigurni, da ne bo nekdo drug prestregel naše sporočilo? Razlog, zakaj je tak način šifriranja varen, je v tem, da je zelo težko določiti števili P in Q. Posebej, če so števili P in Q zelo veliki. Torej, zaenkrat ne obstaja noben učinkovit algoritem, ki bi v razumnem času dano število N faktoriziral na produkt praštevil. Leta 1991 je bil objavljen tale RSA Factoring Challenge za faktorizacijo danih praštevil. Tukaj sem pozabil povedati, da so posebej težka za faktorizacijo števila, ki so produkt dveh različnih praštevil. Seveda, če je število praštevilo, se da dovolj hitro preveriti, da je praštevilo. Ampak, če je število sestavljeno, potem ga je treba faktorizirati. Če pa je sestavljeno na tak način, da je produkt samo dveh različnih praštevil in takšna števila se imenujejo polpraštevila, potem ga je posebej težko faktorizirati. In kot je zapisano tukaj, je bil objavljen tale RSA Factoring Challenge, ker je bil objavljen seznam števil in je izziv faktorizirati ta števila. Števila so bila tako, recimo 200 mest in še več, in so bile ponujene denarne nagrade. Mislim, da je največja nagrada, ki je bila ponujena, $200,000. Ampak seveda nobeden ni dobil to nagrado. Potem ne vem točno, katerega leta je ustavljen. Je ustavljen tale Factoring Challenge. Ampak recimo en primer, kako zahteven je ta postopek faktorizacije števil, je na tem primeru števila, ki je 232 mestno število, so ga dešifrirali, ampak so uporabljali več 100 močnih računalnikov, ki so delali neprekinjeno več kot 2 leta. Če bi to hoteli izpeljati samo na enem navadnem računalniku, bi rabili približno 2000 let. Se pravi, če bi nekdo hotel dešifrirati takšno sporočilo, bi mu uspelo, ampak bi malo zamudil. Oziroma on ne bi bil več živ. Torej, varnost RSA sistema slovi na tem, da števili P in Q, ki jih zberemo, morate biti izbrani naključno, morate biti zelo veliki številki in je dobro tudi, da sta približno enake velikosti. In tukaj bi jaz zaključil.